V zgodovino škocjanske občine se je z delom in dosežki na različnih področjih opisalo 6 prejemnikov občinskih priznanj, med njimi 3 predstavnice nežnejšega spola. Tega sem vesela, da so tudi opazili to moje delo, prostovoljno delo, tako da je pa to seveda zdaj tudi ena obveza za naprej, da bo treba verjetno še bolj delati ali pa vsaj tako vztrajati pri tem. To ni samo moje priznanje, ker brez mojih dobrih prostovoljk, ki pridno, neutrudno delajo z mano, tudi tega priznanja ne bi bilo, mislim, da ne. Ker v glavnem mislim, da sem si to priznanje nekako zaslužila kot prostovoljka pri Rdečem križu. Ne morem opisati vseh občutkov, kaj mi to priznanje pomeni, ne? Pač glavno tega pa je, da imam podporo iz strani krajanov, občine in da bomo šli naprej z novimi močmi. Ne? Pomeni mi veliko, ne vem, kako bi se izrazil zdaj. Malo sem presenečen tudi vse skupaj, ampak sem zelo vesel tega priznanja. Občinsko priznanje sta prejeli še Prostovoljno gasilsko društvo Dobrava in Prostovoljno gasilsko društvo Grmovlje. Dosežki v minulem letu in navkljub neugodnim gospodarskim razmeram ter pogosto neživljenjski zakonodaji, ambiciozni, a realni načrti ter pozitivno vzdušje v občini pa so bili rdeča nit županovega slavnostnega nagovora. Res nekako začuti zadnje 2 leti ta pozitivna klima, ljudje radi pridejo na prireditve, radi pomagajo. Lahko rečem, da tudi, ko se peljejo investicije na terenu, ni nekih nasprotovanj, ni težav, za kar bi se res na tem mestu vsem občanom in občankam zahvalil za to konstruktivno, za to gledanje občine dolgoročno naprej. In če je bil kulturni program na slavnostni seji balzam za uho, pa je bila pravcata paša za oči in ne samo to, pod taktirko Janeza Turka, kuharja na tamkajšnji šoli, pripravljena in razkošno obložena pogostitvena miza.